Kaj pa tista afera, ki je bila glede svetovanja in polaganja kablov in tako naprej? A pred volitvami ne bomo slišali nič o tem? To vse skupaj potuhnilo. Jaz vam žal ne morem in ne znam povedati zgodovine, ki gre v desetletja na teh investicijah. Če je karkoli kje narobe, se s tem naj ukvarjajo organi pregona, vso dokumentacijo imajo vso. Mi pa seveda se ukvarjamo s tem, da bomo slovenskim otrokom priskrbeli bolnico, v kateri se bodo lahko kulturno zdravili. Kaj pa jeseni, po jesenskih volitvah imate namen ostati v politiki ali se boste preusmerili v druge vode? Ne, definitivno bom kandidirala zaradi tega, ker sem toliko napora v tem letu vložila, da ga še v življenju nisem vložila toliko napora v nič. Res ne, pa sem vedno delala. In zaradi tega napora, ki sem ga vložila, bom kandidirala, z veseljem bom delala, če bo za to priložnost, če pa ne, me pa tudi ne skrbi, da ne bi znala kaj početi. Torej, potrebujete dopust? Kam greste kaj na dopust poletje? Ne potrebujem dopusta, tu sem. Kandidirali boste na listi SDS-a? Kandidirala bom, je pa stvar seveda na listi SDS-a. Ja, sej me je tudi premijer povabil v politiko in ne vidim razloga, zakaj ne bi na listi SDS-a kandidirala. Torej, glede na to, kar ste danes videli, bo pediatrična klinika končana 15. avgusta? Ja, pustimo se presenetiti. Jaz sem danes pokazala rdečo črto 15. avgust na terminske planu, zraven sem priložila bančno garancijo, ki je vredna milijone evrov. Torej, jaz upam, da bodo izvajalci tudi zaradi tega zadevo naredili, delajo, kot ste videli, velik napredek, je veliko nadstropij je dokončanih, ampak kljub vsemu za 45 dni je še zelo velik dela. In rajši ne bom preveč korajžna, ampak v dobri veri, da se stvari lahko odvijajo, upajmo vsi na dober konec. Kako pa je z razpisi za opremo? Razpisi za opremo so praktično vsi odzunaj, tako da bo postopoma potem oprema tudi že lahko prihajala v jeseni in se inštalirala. Od UKC-ja pričakujemo tudi terminski plan in logistiko selitve, eventualno tudi možnosti etapne selitve, z ozirom na to, da vidite, da bomo imeli zelo veliko površino, res dobro narejeno, tako da to so naslednje naloge, ki jih je treba do takrat izvesti, ko se bo tukaj gradnja odvijala. In obenem resnično dati poudarek na to dušo hiše. Duša je pa v centralnem nadzornem sistemu in informacijskem sistemu. Kompleksna zadeva je to in tukaj gotovo, da ni vse še v tistem timingu, kot je bil predviden po terminskem planu. Kdaj bi mogoče torej bila najbolj optimistična napoved, da bi lahko tukaj se začeli zdraviti otroci, da bi klinika res začela delovati? Ja, ne, letos ni realno zaradi tega, ker je preveč treba še aktivnosti po gradnji, ampak gradnja mora biti končana, ker druge zadeve ne morajo iti naprej. Ne morajo iti zidarji in oni, ki opremljajo, ki inštalirajo medicinsko opremo, ne morajo iti drug čez drugega in zato terminsko je to realno, da bo to napomnat leta 2009. Ampak, a veste, če je enkrat klinika zgrajena, da lahko postavimo noter prvo posteljo, potem lahko vsaj verjamemo, da zadeva ni več odvisna od ne vem kakih sil, od nadnaravnih sil, ampak je zadeva odvisna samo od nas, da to speljemo do konca. Kakšna je pa finančna projekcija celotne klinike morda za opremo vrednosti? Ja, še zadnjič sem omenila, da je to med 80 in 100 milijonov in še vedno ostajam na tej številki, dokler nimamo vseh ponudb, kajti razpisi so odprti, moramo imeti vse ponudbe, videti, kaj bo prinesla oprema, medicinska oprema in tako naprej, tako da potem bodo številke jasne. Sem pa računala, ko pravijo, da je okrog 26 000 kvadratnih metrov, potem je to zelo enostavno zračunati, koliko približno bo kvadratni meter tudi stal. Ko pričakujemo še kakšen vaš obisk? Ja, gotovo. Jaz ne bom končala in moji sodelavci ne bojo končali, dokler ne vidimo, da je tukaj ključ, ki se zaklene in da je noter zadeva taka, da se da tako rekoč že živeti. A kako pa boste oziroma se ukrepali v primeru onkološke klinike in izgubljenih arhivov? Gospod Rojc, vaše zaupanje še? Glejte, danes o arhivih mogoče ne bi govorili, gotovo je to tudi zadeva, ki jo preučujemo. Danes smo res koncentrirani na pediatrično, na to, da tukaj potegnemo zadevo dalje.
Kar se pa arhivov tiče, pa naj rečem sem to, ker seveda imam tudi osebne izkušnje, da znanja iz preteklosti, ki so nekje zapisana, da so veliko vredna. In da pri nas že tak in tak ne upoštevamo teh medgeneracijskih prenosov, jih upoštevamo premalo, torej znanja starejših in prenos na mlade, seveda pa tudi odnos do te dediščine, kakršnekoli, kjerkoli, tudi pri tehnični dokumentaciji in tako naprej, je izjemno pomemben. Tako da seveda jaz zagovarjam tukaj, da mora biti odnos do tega pozitivno. Torej, gospod Rojc še vedno uživa vaše zaupanje? Ne govorim zdaj o gospodu Rojcu, pravim, da raziskujemo zadeve. Ali je med SCT-jem in ministrstvom še kakšno odprto vprašanje glede klinike? Lejte, odprta vprašanja so tako dolgo, dokler ni projekt zaključen. Vedno. Zato, ker to je življenje. Še vedno lahko pride do čegarkoli. Tudi včeraj, ko se je tunel odprl, je pa tista Malta dol padla. Ne? Mislim, torej ne moramo vedeti do zadnjega trenutka, ko bo vse narejeno, da so tudi s tem vse relacije, poslovne relacije zaprte, vsi poslovni dogodki dokončani. Torej, ni kritičnih vprašanj v tem trenutku, ampak izjemno odprta komunikacija in relacija pa seveda ostaja. So kakšni novi aneksi morda sklenjeni? Ne, računamo, da jih ne bo, ker ta aneks smo sklenili z njim in z IMP-jem, se pravi z SCT-jem in z IMP-jem, tako da verjamemo, da je zadeva tukaj končana. Na izkušnje, kako se pa gradijo zdravstveni centri, še pa kar pričakujem, kje bo kdo kako karto iz žepa potegnil. Torej, jaz ne verjamem, kot on nevirni Tomaž, ko je rekel, da mora dati prsta v ramo, ne, da bo verjel. Tudi jaz bom verjela takrat, ko bo to vse narejeno. No, torej v primeru arhivov, a veste, kje so arhivi? Ne, absolutno ne pravim, da se s tem, da pač o tej zadevi se pridobivamo informacije, jaz vam jih zdaj v tem trenutku nimam dati. Torej ne veste, kje so arhivi trenutno? Ne, seveda ne. Kako bi komentirali izjavo Bojana Kontiča iz SD-ja, ki včeraj na novinarski konferenci dejal, da je nemogoče, da se ministrica ukvarja z gradbenim nadzorom, namesto da bi oblikovala zdravstveno politiko? Ja, lahko mu sporočite nazaj, da delamo boje. Ampak tudi pediatrična klinika, tako kot onkološki, topla greda? Ja, danes sem projektanta spraševala o tej topli gredi, nisem dobila odgovora, kajti seveda projektant bi bilo dobro, da razloži, kakšna topla greda se bo ustvarila med temi šipami in fasado in koliko bo to povzročalo, lahko da je to izolacijski material, lahko da bo povzročalo večjo hladovino ali pa večjo vročino. Torej, to morajo projektanti povedati, kakšne karakteristike so teh šip. V splošnem pa menim, da v Sloveniji, sredi zelenja, sredi gora, sredi alpske klime, bi morali imeti pač klasične zidove in znati upoštevati tudi to našo tradicijo v pretekli arhitekturi. Je se kaj strah, da bi se na pediatrični kliniki ponovile operacijske mize ali pa kaj podobnega? Ne, ni me strah zaradi tega, ker smo se opremili tudi za primer onkološkega inštituta z ljudmi, ki se na te zadeve spoznajo. Ne? In ko smo pri tem, da so ljudje, ki obvladajo ta posel, me torej tega ni strah, ker to se dogaja seveda tudi takrat, kadar ni ljudi, ki bi obvladovali procese investicij oziroma nabave.